Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. Zdaj pa je čas, da preverimo, kaj imamo danes v Fras in Medvard Showu. Marko. Tomaž, ne boš verjel, še ena stvar je, ki jo je Anja počela in midva ne veva o njej. Včeraj je namignila nekaj, pa sem rekel, prišparajmo to za danes. Ko je petek, pa je tako bolj, ne? Ob vseh njenih hobijih še ena na novo. Da čebelari, da kuha, da je trenirala fuzbal, da je v pevskem zboru, da ima duhe doma. Da ima 100 glav goveda. To nimam, ampak... da je veterinarski tehnik in da je osemenjevala kravo. Vse to, pa še nisem vsega povedal niti. Še ena nova stvar. Super, se že veselim. To bo pa še mnogo drugih stvari. Pa tudi petkovi vreji hakli so danes na sporedu. Danes slovenski komadi iz Eurosonga, ker smo zdaj v tem času, ne? Super. Ko se dogaja, tako da ostanite na totem. Danes je petek in zakaj ne bi prav danes zašpilali najbolj popularne pisarniške, računalniško-telefonske igre na svetu, imenovane Naključni članek na Wikipediji. Tako, igra, ki izobražuje, je poučna, zabavna, vse naenkrat pač. In krajša čas. Ali pa najbolj dolgočasna, odvisno, kaj vam drže. Res, in prav v tem je čar. Tako da skočite na Wikipedijo, zgoraj levo so 3 črtice, stisnete in kliknete na naključno stran in vam meče ven, ali pa na tipkovnici Alt plus X in se naučite kaj novega. Tako. In Anja, izvoli. Izvršilna oblast je ob zakonodajni in pravosodni ena izmed 3 vej oblasti, ki skrbi za redno upravljanje države in njenih organov, ter tudi, da se vsi zakoni izvajajo tako, kot treba. Bolano. Nora. Bolano. Lahko jaz zdaj? Izvoli. Meni pa je vrglo ven seznam bolgarskih slikarjev. Zanimivo, zelo. Kakega podelil? Ne. Dobro. Meni pa je vrglo ven Vergelt. Ali tudi Vergild je bila v germanskem običajnem pravu finančna odškodnina za kršitev osebnih pravic, najpogosteje poškodovanja ali uboja sorodnika. To je bilo nekakšno nadomestilo za krvno maščevanje, ne? Recimo, nekdo je nekoga ubil, pol pa je pač plačal, da se je opravil krivde. Pa tako enostavno je bilo to. Ja, očitno. Samo zgleda, si mogel imeti dosti denara, ne? Tako da bogati so lahko. Dolgo gre na živce, dolgo šparaš, pa pol samo tup. Tudi Slovani so imeli to zadevo, imenovala se je hlava. Hlava? Ja. Hlava. Tako kot se zdaj imenuje glava po slovaško. Zanimivo. Hlava, ramena, koljena, palce, ne? Tista pesem, ko je. Ja? Hvala lepa obema. Tudi tebi. In dajte zašpilati, torej na Wikipedijo, levo zgoraj 3 gumbek, 3 črtice so, stisnete na ključni članek. Evo. In se morda nekaj novega naučite, morda recimo tega, da obstaja seznam bolgarskih slikarjev. Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 12:01, profesor, lepo zdrav. Dobar dan. Profesor. Zdravo. Kaj zdaj? Ja, danes v stilu Eurovizije. Kjer nismo zraven. Dobro. Ja, glede na to, da imata komade, ne, slovenske, tako da pohvaljena. Tudi ti. Bravo. In če smo že pri Euroviziji, dajmo se spomniti enega legendarnega od legendarne zasedbe. Skočimo v leto 74, ko so prvič se v širši javnosti predstavili 2 pubeca in 2 punci, ki so se imenovali ABBA. In zapeli Waterloo in od takrat dalje več nič ni isto. Ne, spremenila se je glasba. Točno. Z njo so leta 74, torej za Waterloo, pometli dobesedno s konkurenco na pesmi Eurovizije v Brightonu. In zanimivo je, takrat jim Velika Britanija ni namenila niti ene pike. Res? Niti ene pike. Zakaj? Ta banda, fauč so jim bili banda. Kako so vedeli, kaj bo. Imajo vedno slabo muziko. Točno.
Pesem je naslovna skladba njihovega drugega studijskega albuma, besedilo pa uporablja zgodovinsko bitko pri Waterlooju kot prispodobo za žensko, ki se v ljubezni preda svojemu usodnemu moškemu. Ne? No, pač. Ne vem, če veste, da se bi morala skladba imenovati v originalu Honey Pie. Ampak ste se na srečo odločili, da pač malo bolj neko udarno ime vzamejo. Ja. In takrat je skupina nastopila v tistih bleščicah in s čevlji dvigenimi za 100 cm menda, ne? In vse skupaj je napovedalo dobo ABBA manije, ki v bistvu traja še danes. Res, ja. Nikoli ni minilo. Na vsaki žurki, ali kje, če že kje grem kam vrteti, moraš od ABBE. Ja, Dancing Queen pa to. Ja, levaš gor, ne? Čikitita. Ja. To ne. To je dobro. To je za pol. Recimo, ne? Ali pa Take a Chance, ali pa Does Your Mother Know in tak naprej. Čikitito daš mogoče samo pred tem, ko daš Lahko noč svirači. Tu neki, recimo, ta je vedno za na konec. Torej, jutri je, ne? Finale. Tako? Na Dunaju. In vem, greš, imaš karte. Vsaj za enega vem, ki ne bo gledal. Torej za sebe. Točno, ja. Ki pa te češ gledati? To pa je druga stvar, ne? Zdaj ne vem, ali je zatemnjeno, ali ni zatemnjeno na HTV-ju. Pa ti imaš tako neko nemško naročnino, ziher, avstrijsko. Nemško. Si tak, imaš tam naslov na Dunaju. Ja. Dunaj 12. Le tisti, ki bojo hoteli gledati, bojo sigurno neki našli. Res je. Neki način, kak gledati, ne? Ali stream, ali karkoli. Dobro. Zdaj skočimo v leto 74, ko je bila v bistvu Evrovizija še normalno, kar bi moglo pač biti. Danes je pač to neki šel čist v drugih sferah. Res je. Dobro. Ja. Lep vikend sem. Anja, vemo, da si ti čebelarka, da si kakšen živinorejski tehnik, veterinarski tehnik. Ja. Marko si zapomnil. Tako? In da si tudi govejerejka. Živinoreja. Pa bivša golmanka pri ŽNK Cerkvenjak. Tudi to je. Pa pevka. Važlajdrarka medu. Tako svašta, torej, ne? Ja, veliko je. Ja, no in nekčesa nama nisi izdala, baje. Ja, in to je, da sem v osnovni šoli hodila k ribiškemu krožku. Kaj? Ja, dejansko res hodila sem k ribiškemu krožku in to ne samo eno leto, ampak kar nekaj časa, mislim, da tam tri sigurno, ja. Ribiški krožek. Ja. To je prvo, da ste ga imeli sploh. Ja. Super. V Trojici imamo blizu jezero in smo imeli ribiški krožek. Kaj pa te delaš pri ribiškem krožku? Ja, imeli smo mentorja in se takrat spomnim, da smo s temi tekmovalkami se imenovala ta palca. So pač lovili te manjše ribice, zelenkice, pa rdeče repke, pa to. In prav zabavno je bilo, smo se pogovarjali, pa tak, zelo lepi spomini so na ta ribiški krožek. Pa kedrac ste se naučili, pa to? Okay. Ja, pač nismo imeli neke teorije sicer, ampak bolj prakso, tako da bolj druženje, pa smo pač hodili loviti. V bistvu, kak se ribe lovi? To je pač... Pa tudi tekmovanja so bila, ampak to pa mislim, da nisem šla na dobeno, to pa nisem želela. Ste spali kdaj v uni šotoru? Ne. Nisi še bila dovolj dolgo, ne, pri krožku. To pa nisem. Ste imeli kdaj gajbo poleg? Ne vem, kako misliš. Ja. Ne, ona je spuzbala za rezerve, ono, za požret, ne? Ja, osnovna šola. Ja, kot je mentor je bil tam. Ne. Ok, in še danes obvladaš te stvari, ali je že šlo to mimo? Si pozabila, ali bi še lahko šla? Ne, bi še kar šla. Peskilske krape. Ne, to ravno ne, ampak mislim, da kako leto nazaj ribla in je bila ful dobra. Si kaj vlovila? Ja, ti bom pokazala sliko zdaj. Ok, a tokrat pa z gajbo verjetno. Ja. Danes, ko je petek, je čas tudi za petkovo zabavno dejstvo in tudi tokrat bo zam poskrbela, oziroma je poskrbela Anja Škrlec. Anja.
Ja. Zdravo, izvoli Anja. Zdravo. Nošenje kravate lahko zmanjša pretok krvi v možgane za kar 7,5%. In to lahko povzroči omotico, slabost, tudi glavobole. Če pa imamo pretesno kravato narejeno, pa lahko tudi poveča očesni pritisk. Ja, pa ti oke bulijo, ne? Ja. Tako da, če boste šla kaj kam s kravato, ko ona kura pri Hot Shots letela po lufti. okay. Kaj se pravi, če imaš normalno zvezano, tako treba? Tako, če imaš Je že normalno, slabo, je kaj? v redu. Mislim, če pa imaš kar tako, da te špana, pa si čas nekaj popravljaš, pa to pomeni, da ni v redu in še zraven ti je lahko slabo, pa glavo bolj, pa ne vem. Ja, kako se logično, lahko imaš. ja. Tako da previdno, fantje, ki si. Ja, da se Kravate enakiri vežete. zadrgno, preden gre v službo. Pa celi dan, Pol pa pade, ne ne, zavest. pa rdeči, pa oke vun. Če boste imeli sodelavca, ki je rdeči, pa mu oke ven šterlijo, V kravato. dajte mu malo zrahljati. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.